Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil na eno vožnjo, da se malo pogovorimo o tem, a ima sploh kakšen smisel, da bi si jaz kupil Powermeter. Danes bo spet en tak vroč dan, vroč in soparen, trenutno ob 9. dopoldan je že 28 stopinj Celzija. Da boste razumeli širši kontekst tega razmišljanja o Powermetru, moram povedati, da moj YouTube kanal praznuje 2. rojstni dan. Kako daleč je že tisti avgust 2020, ko sem se lotil snemanja s telefonom, po drugi strani se pa zdi, da je ful hitro minilo. Ja, in tako sem seveda potem razmišljal, da bi bilo prav, da bi kanalu kupil neko darilce za rojstni dan. Eno darilo sem si že zrihtal in sicer gre za prvo mesto vseh časov med vsemi tekmovalci na enem od goriških odsekov. Realno in pošteno gledano, jaz na nobenem odseku ne morem biti najboljši. Ne pridem niti med prvih 100, ampak jaz sem tukaj v italijanski Gorici najdu en odsek. V bistvu gre za trikotnik 3 mestnih ulic v dolžini 1,6 km, po katerem se vozi zelo malo kolesarjev in verjetno še tisti ne vejo, da sploh gre za odsek. Kdo ga je kreiral, ne vem, ampak ugotovil sem, da je bil najhitrejši kolesar na tem odseku s 33 km/h. No, jaz sem se en dan zavzel in odpeljal po njemu s povprečjem nekaj čez 35 in tako sem postal kom vseh časov. Lahko mi vzamete zlato krono, ampak tega darila, ki sem ga dal svojemu kanalu za 2. rojstni dan, da sem bil vsaj nekaj časa zlata kronca, mi pa ne more vzeti nihče. No, ampak v nadaljevanju sem pa spet začel razmišljati o Powermetru. To je ena taka tema, ki se vsake toliko časa pojavi v komentarjih. Jaz pa sem do zdaj bil prepričan, da nima nekega pravega smisla, da bi to kupil. Splošni feedback, ki sem ga nekako dobil, je tak, da je Powermeter bolj za mlade kolesarje, za tiste, ki trenirajo, za resne športnike in resne rekreativce. Za take stare kozle, ko smo mi, je pa to kvečjemu igračka in dejansko ga ne rabim. Tako mnenje delim tudi sam. Od vsakega googlanja sem pa ratal prej nor kakor karkoli drugega. Zato bi me zanimalo, če se kdorkoli od gledalcev spozna na Powermetre, da mogoče dobim še z te strani kakšno uporabno informacijo. No, saj če že pogledamo danes. Tukaj se vozim po neki ravni cesti, po teh italijanskih ravninah med vinogradi. Na Garminovem števcu imam vadbo 2 uri v coni 2 in to je nekako v nasprotju z nekim Powermetrom, ki ne vem, kaj bi meni izmeril. 50 vatov ali nimam pojma. Sej skoraj nič ne rabim pritiskati, specialka gre kar sama. Po drugi strani, odkar imam ta merilnik srčnega utripa, že opažam, da sem začel voziti bolj kakor kakšna mevža. Ne vozim več na polno, malo pazim na to, kako hitro utripa srce in tudi to se mi zdi v nasprotju s Powermetrom, kjer bi jaz želel izboljševati svojo moč in pritiskati bolj na polno, kakor pritiskam zdaj. Lej, kako že lepo raste grozdje. Samo kaj, ko je vse presušeno, brez vsake vode. Ja, ne vem, če bo kaj iz tega. Vsake toliko vidim, da zalivajo, ampak vprašanje je, koliko to kaj pomaga. Nekaj sigurno pomaga, no, seveda. In potem imam še ta pomislek, da znam premalo fizike, da bi sploh razumel, kaj točno tisti vati pomenijo. Recimo, če bi 1 uro gonil z 200 vati, a je to potem isto, kakor če bi rekli, da je 100 vatna žarnica svetla 2 uri? Jaz zdaj, če gledam svoje vadbe na Stravi, tam je celo neka ocenjena moč v vatih, ampak jaz si ne predstavljam točno, kaj ne bi tiste številke pomenile. Tako da, če kdo zna razložiti, bomo zelo, zelo veseli vsi, ki to gledamo in nimamo pojma. Moje dosedanje izkušnje s Powermetrom so v glavnem pičle. Enkrat sem se vozil z enim kolesarjem, ki je imel Powermeter. Vem, da sva šla po neki ravnini proti vetru. On je rekel, da drži 230 vatov. Jaz od zadaj v zavetrju naj bi pa porabljal kakšnih 50 vatov manj.
Ampak, ko se spomnim jaz, kako sem bil tam crknen in če bi to pomenilo 180 vatov, potem sem res švoh. No, druga izkušnja je bila prejšnji teden, ko sem se vozil z Matjažem Hribljanom in sem videl, da mu je v Vipavi zmanjkala baterija v Powermetru. Jaz pošteno povem, da nisem vedel, da moraš imeti noter baterijo. Se to ti noben ne pove. In takrat sem potem v njegovem posnetku na Twitchu videl, ko je šel čez vzpon Manče, da je rekel, ne grem čez svoj limit, ne grem čez 240 vatov. Ne grem čez moj limit. Ob tem sem se spomnil, ko mi je enkrat en kolega razlagal, da uporablja Powermeter na kakšnih nepoznanih klancih, zato ker on tam spremlja svoje vate in se mu praktično ne more zgoditi, da bi se na nekem klancu prehitro skuril, tudi če ga ne pozna. Ta razlaga mi je zelo blizu, jo sprejmem in si predstavljam, da gre za zelo koristno uporabo Powermetra. Pravijo pa tako, da tista številka v vatih sama po sebi ne pove kaj dosti, ampak da je bolj smiselno spremljanje moči na daljši rok. Potem en drugi kolega je pa rekel, da bolj kot tista številka v vatih je pomemben FTP, ampak na Googlu nisem zvedel, kaj je to. Nekje piše, da je to moč, ki jo uspeš proizvajati 1 uro, nekje pa piše, da je to moč na kilogram telesne teže. Google. In prav teh dveh kolegov me je najbolj strah, ker ona dva sta tudi imela zelo dobre argumente za radar lučkovarja, ki sem jo potem dejansko tudi kupil. Menda ne bo isto s Powermetrom, ali kaj? Cenovno so Powermetri tam od 600 do jurja, kar ni malo. Meni so najbolj všeč tisti za 600, ampak če je prav zaradi cene kakšna bistvena razlika, bi pa prosil, da mi jo poveste. Powermeter se dobi v obliki gonilke, predvidevam, da leve, zato ker tista na desni strani ima še zobnike. Videl sem pa na internetu tudi eno slovensko trgovino, ki prodaja Powermetre v obliki pedal. Se pravi, da obdržiš svoje stare gonilke in zamenjaš samo pedala. Ta pedala se dobi za dobrih 600 evrov. Nisem pa potem preveril, ali je Powermeter v obeh pedalih ali samo v enem, ker to je potem razlika v tem, ali imaš 1 ali 2 bateriji. Lih tako pa nisem preveril, ali se dobi tudi ta SPD pedala, ko jih imam jaz za gorska kolesa, ali so samo tista cestna pedala. Ker to potem pomeni še nakup novih čevljev, kar je dodatnih 100 evrov. Logično mi je, da se potem Powermeter, tako kot vsi drugi senzori, poveže z Garminom in tako imaš čisto novo igro številk. Če ne drugega, sem videl na internetu, da obstaja vožnja v conah moči na nekakšen podoben način kot vožnja v conah srčnega utripa. Ali pa se to dvoje celo prepleta, kaj pa vem. Ura je 11 in že nabija 34 stopinj. In tukaj pridete zdaj na vrsto vi, ki se na to spoznate bolj od mene. Jaz mislim, da sem o Powermetrih povedal popolnoma vse, kar vem, tako da bom vesel vsakega nasveta, cenovno, kaj je treba paziti, mogoče kakšna znamka, model. Vsaka informacija bo dobrodošla. Rabo bi tudi informacijo, če se splača oziroma če je smiselno kupiti Powermeter, kaj bom s tem pridobil, kako si lahko z njim pomagam, kako bom doma opravičil investicijo v vrednosti enega dobrega laptopa. Napišite mi jih od spodaj v komentarje. Drugače bi pa vsem zaželel lepo poletje, kmalu naj bi prišle ohladitve. Želim vam kakšno lepo in varno vožnjo s kolesom.
Link od današnje Strave, kjer sem se vozil, bom dal od spodaj v opisu videa. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!